Lepo pozdravljeni. Moje ime je Vera, zdaj verjetno se z vsemi še ne poznamo, z nekaterimi smo se mogoče že srečevali. Se pravi, prihajam iz Tehnološkega parka Ljubljana in praktično svojo celo kariero se ukvarjam z pomočjo podjetjem, predvsem startup podjetnikom na njihovi poti, pri njihovem razvoju in v njihovih začetkih. Tako da jaz bi predlagala, da ne glede na to, da smo skupaj, ampak še zmeraj narazen, vkolikor imate kakršnakoli vprašanja, da kar sproti zastavljate, vidim, da pridno četate, pišete, jaz vas vse skupaj lepo pozdravljam, vmes ne bom odpisovala, bom pa probala odgovarjati na vprašanja. Današnja tema, s katero se bomo naslednjo urico ukvarjali, je predvsem bomo govorili o vaših strankah, o vaših potencialnih strankah. Predvidevam, da je večina tukaj danes z nami tistih oziroma takih, ki se boste prijavljali ali pa ste se že ali pa se boste kakorkoli tudi na ta razpis, ki ga objavilo Ministrstvo za kulturo oziroma Center za kreativnost. Jaz bom poskušala tudi skozi današnjo prezentacijo iti predvsem v smislu, kaj vam bo prišlo prav tudi v siceršnjem vašem poslu, pa mogoče tudi kakšen namig, na kaj boste pa pozorni, ko boste pisali samo prijavo. Tako da, če ste za to, bi šli kar na predstavitev. Tako kot sem rekla, ogromno se bomo pogovarjali o strankah in o razumevanju njihovega problema, ker ko boste dovolj jasno razumeli, kakšen problem imajo vaši kupci oziroma vaše stranke, boste tudi dovolj jasno znali definirati, kdo oni pravzaprav so. In ko bomo dovolj jasno definirali, kdo so vaše stranke, bomo lahko tudi bistveno lažje zadevo tržili, prodajali, se šli marketing in vse, kar pač je povezano s tem. Eno moje vodilo pri vsaki komunikaciji startup je, da je škoda početi nekaj v življenju, kar nikogar ne zanima. Seveda obstajajo naši hobiji, interesi, vse tisto, kar mi radi delamo, ampak uresničiti je treba pač tisto, kar nekomu prinaša veselje, zadoščenje in kar zadovoljuje njegovo potrebo. In to je v podjetništvu pravzaprav nekako vodilo. Tale gospod je eden od tistih, ki je meni osebno zelo blizu in govori pravzaprav o tem, da je treba narediti življenja nas samih in pa življenje naših strank boljše. To pa lahko edino tako naredimo, da v bistvu da lahko stranke res dobro poznamo. Ni namen, da začnemo negativno, ampak vseeno, izkazalo se je skozi obdobje, da pravzaprav 9 od 10 mladih podjetij propade. 9 od 10 tudi v korporacijah inovacij propade. Pa običajno to ni zato, ker bi bil produkt slab ali pa storitev slaba. Običajno je to zato, ker ljudje ne poznajo dovolj trga, ko razvijajo stvari. Se pravi, na prvem mestu boste videli, da je ali ne obstaja potreba na trgu, ali nismo dovolj dobro prepoznali naših kupcev, naših potencialnih strank. Eden od večjih procentov propada podjetij je tudi razpad ekipe, ampak danes bomo šli bolj v smeri trga in poznavanja strank. O tem sem že malo govorila zdajle. Se pravi, v resnici je največja težava in največji izziv dobro prepoznati našo stranko, vedeti o njej čim več. Na voljo imamo danes ogromno nekih mehanizmov, ogromno nekih metod, ki nam v bistvu omogočajo, da stranko zelo dobro prepoznamo. Treba je pa iti malo iz cone udobja, kar je običajno najtežje sploh v začetkih. Tole je neka slikica, ki je v bistvu že malo klišejska ratala, kaj je naš plan, ko se lotevamo nekega posla in kaj je v resnici biznis, potem, ko se dejansko spustimo v dejanske aktivnosti, v dejanske raziskovanja, v razvoj, v vse to, kar si želimo, da bi na koncu zgodbe bil tale hribček in ta cilj na koncu. Nekatere stvari vemo vnaprej, na njih smo lahko pozorni, na njih se lahko pripravimo, na nekatere pa tudi ne. Ogromno izkušenj,
imajo že obstoječi podjetniki, ogromno je skupnosti, kjer si pripravljeni svoje znanje deliti, tako da vam toplo polagam na srce za tiste, ki vas to zanima, da se kam priključite, da slišite izkušnje iz prve roke, ker edino tako. Sicer smo ljudje tako narejeni, da moramo na svojih napakah se vedno naučiti, ampak mogoče vam pa kakšno modrico prišparajo s tem, ko povejo neko svojo izkušnjo ali pa povejo njihovo pot. Celotno vodilo podjetništva je zdaj, ali pa tega začetnega podjetništva je zdaj zelo fokusirano na Lean Startup metodologije, se pravi na metodologije vitkega podjetništva, ki se razlikuje od tradicionalnega podjetništva, tistega, kar nam je bilo znano v preteklosti, predvsem v tem, da je hitro, da so iteracije zelo hitre, da so testiranja hitre, da je relativno poceni, od tega, kar je bilo včasih, ko so se zaprli velike laboratorije, tovarne in tako naprej in tam razvijali, dokler pač nekaj niso razvili, potem dali na trg in na koncu ugotovili, da v bistvu tega na trgu mogoče nihče ne potrebuje. Danes je konstanten, tudi že v času razvoja, že v času ideje, konstanten poudarek na tem, kako je treba iti out of the box, se pravi ven, tudi out of the building je v resnici eden od izrazov, se pravi dejansko ven na teren, spraševati ljudi, z njimi čim več komunicirati. Zdaj predvidevam, da ste že kdaj slišali za Canvas. Canvas je v bistvu eno orodje do tega, da se pripravi en poslovni model podjetja. Včasih smo delali bolj poslovne načrte, danes je to business model tisti, ki je tisto orodje, ki je v bistvu najlažje in najhitreje ga je v resnici tudi narediti, izvesti in tudi razumeti. In iz tega potem se lahko dela seveda tudi poslovni načrt kot tak. Tole je ena slikica, za katero upam, da ste jo kdaj videli, če pa ne, je pa načeloma tole, kot si sledijo številke v tem vitkem okvirju, v slovenščini se temu reče vitki okvir. Tako se gre po tem vrstnem redu tudi v bistvu raziskovati. Se pravi, prvo, kar je zelo pomembno, da razumete problem. Pa ne vaš problem, torej ne govorimo o problemih, ki imate vi pri vašem razvoju, pri vaši ideji, pri vaši realizaciji, ampak govorimo o tem, da razumete, kaj so problemi, izzivi vaših strank. Vedno boste slišali v podjetništvu, da smo ljudje zaljubljeni v našo rešitev, se pravi v tisto, kar mi delamo, to dovolj dobro razumemo in smo nekako temu zelo predani in konstantno govorimo o tem, kaj je rešitev, ki jo vi plasirate na trg. Tukaj je logika drugačna, vi se morate zaljubiti v problem vaših strank, morate razumeti, kaj so izzivi in problemi njihovi in na podlagi tega boste definirali tudi, kdo so vaše stranke, kako boste do njih prišli, kateri so komunikacijski kanali, s katerimi se boste ukvarjali in tako naprej. Rešitev, ki jo vi ponujate, če vidite tukaj, je točka 4, se pravi tisto, enako velja tako v praksi, ko boste takle vitki okvir delali, kot v resnici v razmišljanju, se pravi, vaša rešitev je v resnici sekundarnega pomena. Pride na vrsto šele takrat, ko vi dovolj dobro poznate vaše stranke in ko dovolj dobro poznate njihove probleme. Jaz se danes ne bom skozi cel Canvas sprehodila, zato ker je tega preveč in zato ker je to v bistvu rabimo nekaj več ur, mogoče celo nekaj več dni, kot imamo danes na voljo. Ampak hotela sem samo poudariti, kako zelo pomembno je, da boste vi prišli do nekega poslovnega modela, da razumete vse te enote, ki se skrivajo tukaj noter. Fokus danes bo predvsem na problemu, se pravi na številki 1, iz tega na segmenti kupcev, se pravi številka 2. Nekaj malega se bomo potem dotaknili tudi kanalov, ko se bomo dotikali marketinga in prodaje, tudi kanalov, kako pride do vaših strank. Poudarek, oziroma če bi si želela, da si eno stvar zapomnite iz današnjega webinarja, predvsem to, da ste fokusirani na problem, bolečino vaših strank. Se pravi, vedno smo ljudje, kadar se pogovarjamo o tem, kaj je izziv na trgu, nagnjeni k temu, da govorimo o lastnih svojih izzivih. Danes bi bilo super, se pravi, če je kaj, kar si želim, da si zapomnite, predvsem to, da morate razumeti, kje so težave vaših strank, ker ko boste to razumeli, boste dovolj dobro znali tudi zadovoljiti njihove potrebe.
Ena zgodbica, klasična Ikejna, oni se pravi niso v resnici reševali, ne vem, težav v smislu skladiščnih težav, ki je bilo potem tudi za njih seveda benefit, ampak so iskali, kako spraviti v nek mali avto čim več neke opreme in so poslušali stranke in so videli, v čem so njihovi izzivi, v čem so problemi in danes dobiš praktično omaro v enem paketku pri njih ali pa ne vem, celo kuhno. Kaj je običajno težava, ki jo zelo pogosto podjetniki naredijo, je to, da si izberejo preveč ali pa poslušajo preveč težav, ki jih trg ima in na podlagi tega potem rešujejo veliko stvari naenkrat, kar je praktično nemogoče. Tega niti velike korporacije ne delajo z milijonskimi budžeti, tako da tudi neki mali startupi tega ali pa neka mala začetna podjetja tega ne morejo narediti. Zato je toplo priporočilo, da si izberete neke 3 ključne izzive, probleme, ki jih imajo vaše stranke in na katere vi lahko odgovorite z vašo rešitvijo oziroma z vašim produktom. Več kot 3 je preveč, vas defokusira, v bistvu vam onemogoča, da bi delali temeljito na vašem razvoju in temeljito se posvečali vsaki stranki in vsakemu problemu posebej. Tako da 3 je neka maksimalna številka, če je 1, je tudi v redu, če je 2, je tudi v redu, vendar ne pretiravajte v začetku. Kdo pa so pravzaprav tisti ljudje oziroma tiste vaše stranke in tisti kupci, ki jih morate prvo nagovarjati? Zelo veliko se govori o early adapterjih, se pravi o vaših prvih potencialnih strankah. Kdo, evo, da takoj odgovorim, je problem, ki ga rešujemo enako storitev, je vprašanje, storitev ali pa produkt je rešitev. Problem, ki ga stranka ima, je, dajmo se zmisliti nek problem, se pravi, problem, ki ga stranka ima, je lahko kam odlagati velike video ali foto zapise. To je njegov problem. Vaša storitev je lahko ali pa je lahko neka platforma ali pa produkt je lahko nek hardverski produkt, kamor se to odlaga. Se pravi, problem stranke je nekaj, storitev ali produkt, ki ga pa vi razvijate, je pa rešitev. Potem je še eno vprašanje, bomo probali kar sproti. Kako opišemo problem, če delujemo kot B2B in B2C, torej so problemi, ki jih rešujemo, zanje drugačni? Ja, absolutno. Tega se bomo tudi kasneje še malo dotaknili, kaj v primeru, da imamo več različnih strank. Delamo tudi kanvase, oziroma te vitke okvirje delamo za vsako stranko posebej, ker je vse drugače, ker je v bistvu komunikacija do njih drugačna, ker so problemi drugačni, ker v bistvu je tudi produkt običajno lahko storitev, običajno lahko je drugačna. Problem, ne glede na to, ali ste v B2B ali ste v B2C segmentu, je vedno tisti, se pravi, je vedno problem stranke. Zdaj, če mi date nek konkreten primer, bomo šli lahko tudi na konkreten odgovor, ampak vedno se išče problem stranke. Early adapterji smo se ustavili, so tisti, ki imajo problem, to bi bile najbolj zaželene vaše prve stranke in te boste prve lovili v bistvu na trgu, prve iskali. Se pravi, nekdo, za katerega veste, da ima problem, veste pa tako, ker je že aktivno iskal rešitev, mogoče je celo že našel neko delno rešitev, s katero ni zadovoljen, ali jo je sam naredil, še bolje je, če jo našel nekje na trgu, kar pomeni, da je za njo pripravljen plačati, in da vkolikor bo vaša rešitev boljša in mu bo odgovorila na vsa njegova vprašanja, izzive, ki jih ima, se pravi, je pripravljen tudi nekaj budžeta za to nameniti in kupiti vašo rešitev. Se pravi, iščemo najprej na trgu tiste, za katere vemo, da imajo problem, vemo pa tako, ker so ga že sami reševali. Ne glede na to, katera panoga je, katera dejavnost je, vedno obstajajo pač tisti, ki so prvi najbolj zanimivi kupci na trgu in te je treba poiskati. Je težko, podjetništvo itak ni nič lahko, ampak to so v bistvu tisti, katere prve nagovarjate. To so v bistvu stranke, ki so najbolj prilagodljive,
imajo budžet za to, da bojo plačali, ne bojo rekli, ok, bom malo probil, pa mi daš zastonj, pa tako naprej, ampak vejo, njihov problem je dovolj velik, da bojo v bistvu financirali to zgodbo. Teh je zelo malo, če gledamo življenjsko v bistvu krivuljo neke stranke ali pa način, kako se pridobivajo stranke, je ta v prvih začetkih skupina, ki je zelo, zelo težko dosegljiva, je pa načeloma pripravljena in je zelo majhna. Ko se lotevate v bistvu iskanja vaših strank, delate na podlagi, tako kot sicer, večino stvari na podlagi nekih vaših assumptionov, nekih vaših predpostavk, slutenj. Vi si ta trenutek določite neko ciljno skupino in rečete, ok, moja ciljna skupina so ženske med 30 in 40 letom, srednje kupne moči, ki imajo, ne vem, otroke v vrtcu, zmišljujem si, ne. To je vaša predpostavka, ko boste šli na teren, boste potrdili, ali to res ali to ni res, na koncu se bo izkazalo, da mogoče, ne, ker gre, ne vem, razvijate neko igračo, se bo na koncu izkazalo, da v bistvu vaši kupci niso ženske, ampak so moški, ki so očetje in so, ne vem, starši takega tipa otrok, katerega vi nagovarjate, ne. Se pravi, vi vedno greste z nekimi vašimi predpostavkami, tako od segmentu kupcev, tako oceni o vseh stvarih na začetku, ampak ideja je, da ko si vi postavite neko ciljno skupino, kdo to so, ne, ker večinoma veste približno, za koga boste vašo storitev ali produkt razvijali, komu boste prodajali, ne, so v bistvu neke vaše predpostavke, ki jih kasneje na trgu tudi potrdite. Kar je zelo pogosto, da ljudje menjajo na začetku, kdo je vaš uporabnik in kdo je vaš kupec. Lahko je to ista oseba, ni pa nujno. In če smo bili zdajle recimo pri primeru, ne vem, nekih otroških igrač, vemo, da so otroci uporabniki, starši so kupci. Kupec je tisti, ki vam plača in tistega nagovarjate. Uporabnik pa ni nujno, da za storitev plača. Zelo pogosto se to kaže tudi pri kakšnih stvareh, kjer so vaši končni uporabniki, ne vem, zaposleni, kupec je pa v bistvu podjetje, direktor, lastnik. In čisto drugi načini komunikacije in nagovarjanja so v tem primeru. Prej smo se že malo pogovarjali o tem, kako je treba segmente kupcev v bistvu razdeliti. Ne delate vsega za vse. Zelo pogosto se zgodi, da ljudje smo tako zelo zaljubljeni v svoj produkt, da rečemo, to pa vsi rabijo, to bojo pa vsi kupili. Temu ni tako, zelo malo je dobrin, stvari, storitev, ki jih res dejansko cel trg potrebuje. Jaz bi si želela, da je med vami kdo, ki v bistvu bo imel tako rešitev, ampak običajno se izkaže, da temu ni tako in da se je treba pač zelo usmerjati v manjše skupine in jih zelo dobro segmentirati in jih razdeliti. Prej sem že rekla, za vsak segment kupcev posebej je treba narediti svoj kanvas, ker na koncu se vam bo v enem zelo težko, če boste za vsako stranko razdelili 3 probleme, pa boste 3 različne kanale komuniciranja razdeljevali, pa potem boste imeli, ne vem, 5 različnih segmentov kupcev, bo to preveč za en okvir in se iz tega ne boste nič znašli in je tudi zelo težko testirati. Zato je fino, da razdelite, da za vsako ciljno stranko naredite svoje. Se pravi, če delate v B2C-ju to, če delate v B2B-ju svoj kanvas in še znotraj tega v bistvu zelo paziti na dejansko konkretno ciljno skupino. En primer je, to sem že prej malo omenila, ne vem, če kaj poznate, Boxcloud je eno od orodij, se pravi ena od aplikacij, kjer je bila najprej ideja, da jo bojo aplikacija je namenjena oziroma orodje je namenjeno temu, tisti, ki ne poznate, za odlaganje večjih dokumentov oziroma večjih količin nekih medijskih vsebin. In takrat je bila ideja, da bojo to pač delali za vse, ki kakorkoli upravljajo s takimi materiali. Na koncu se je izkazalo, oziroma ko so šli pa globlje in bolj specifično v neko segmentacijo kupcev, so v bistvu ugotovili, da so to fotografi, snemalci, uporabniki medijev, pa starši skupovali za svoje otroke, ki so se ljubiteljsko ali pa profesionalno ukvarjali
z enim od teh segmentov. Tukaj noter bi lahko na začetku bili čisto vsi, bi bili lahko tudi, ne vem, odvetniki z ogromno količino nekih materialov, bi bili lahko mogoče tudi zobarji z ogromnimi bazami nekih materialov, kartotek, slik, ne vem, česa vsega, ampak na koncu se je izkazalo, da je to preširoka ciljna skupina in da je treba v bistvu bolj specifično segmentirati. In ko boste bolj specifično segmentirali, je lažje poznati skupino fotografov zelo detaljno ali pa skupino snemalcev zelo detaljno, kot v bistvu vse ljudi tega sveta, ki imajo kakršnekoli količine medijskih vsebin. Okay. Zakaj je ključno, da se ne zapletate v preveliko število težav, izzivov, problemov, ki jih imajo vaše stranke? Zato, ker potem poskušate ugajati vsakemu posamezniku, fokusirate se mogoče na izzive, ki niso večinski in vas zelo v bistvu defokusira, vam vzame ogromno časa in denarja in energije za razvoj, mogoče celo brezpotrebno. Zato je neka številka 3 maksimalno število, s katerim se ukvarjate. Vedno je fino, da znate našteti tudi neke obstoječe alternative. Tukaj ne govorimo direktno, lahko tudi, ampak ne govorimo direktno o konkurenci, govorimo pa o tem, kako ljudje danes rešujejo probleme, ki jih pač imajo, kako vaši kupci trenutno rešujejo izzive, ali so si pomagali z nekimi obstoječimi orodji, ali so si sami nekaj naredili, in to lahko izveste edino tako, da z njimi komunicirate. Prepoznati je treba tudi neke druge uporabnike, potencialne, in jih imeti v nekem planu za naslednjo obdelavo, ampak ta trenutek v začetku je pač pomembno samo, da veste, kdo so, katere stranke nagovarjate in kakšni so njihovi ključni problemi. Tukaj imamo en primer, ki je pač govori o tem, kdo je uporabnik in kdo je kupec. Če imamo neko blogersko platformo, je kupec tisti, ki je avtor bloga, se pravi, jaz pišem blog in ga hočem objaviti na neki platformi, jaz moram za to plačati in kupiti. Uporabniki ste pa vsi tisti, ki boste to brali. V primeru, ko pa kupec išče, ko iščemo nek blog, je pa kupec ponudnik, se pravi, jaz iščem. Uporabniki pa so ljudje, oziroma kupec je ponudnik, uporabniki so pa tisti, ki iščejo tak blog. Vprašanje imamo eno. Kako je z izobraževanjem oblikovanja? Naprimer, senzorične vaje in vaje za 3D percepcije. V smislu, verjetno me sprašujete, kako je z izobraževanjem oblikovanja v smislu kupcev. Če je to, potem pač še vedno izhajamo iz tega, da iščete stranke, ki bi vaše izobraževanje kupili, to so vaši kupci. Lahko so to, zdaj, ker si ne znam čisto dobro branžo predstavljati, lahko so to neka podjetja, šole, ne vem, neke organizacije, ki so vaši kupci. Uporabniki smo pa vsi tisti, ki se bomo takih izobraževanj udeležili. Torej, vi ne nagovarjate mene kot potencialnega uporabnika, nekoga, ki se bo šel na to izobraževati. Vi morate poznati probleme, izzive, težave, ki jih imajo konkretni organizatorji takih izobraževanj. Če vi ponujate vsebino kot nekdo, kot strokovnjak z področja tega izobraževanja, se pravi, morate nagovarjati ne mene kot uporabnico potencialno, ampak nekoga, ki se bo na koncu odločil, da bo vas kot strokovnjakinjo vzel v nek izobraževalni proces in je on decision maker v resnici in tisti, ki vam bo na koncu plačal. Okay? Upam, da sem vsaj delno odgovorila. Zdaj, ljudje včasih na začetku nagovarjamo vse, ki se nam zdi, da bi lahko kupili ta naš produkt. Sploh, če gledamo z vidika tega, da je zgodnje uporabnike zelo težko najti. Iščemo celotno mrežo, bazo vseh tistih, ki bi lahko vaš produkt kupili. Sploh se to zelo pogosto zgodi takrat,
Kadar recimo gremo na trg, pa se en mesec ali pa 2 nič ne zgodi, noben ne kupi, ni nobenega povpraševanja, potem smo že malo tegotni, žalostni, v bistvu ni nobenih prelivov in potem besno iščemo kupce po trgu in skačemo od enega do drugega, ne. Zato je mogoče čas, da pred tem naredite pač neko temeljito analizo vaših strank in se posvetite res tistim, za katere veste, da so vaši uporabniki. Okej, še eno vprašanje imamo. Če ponudimo storitve na daljavo, so torej uporabniki tisti, ki bodo produkt uporabljali, kupci pa so praktično vsi, ki imajo možnost spletnega nakupa ali samo tisti, na katere ciljamo preko kanalov. Ja, to je zdaj odvisno, a ne. Če gledamo, če je storitev na daljavo to, kar jaz danes vam predavam, a ne, ste vi uporabniki, kupec, v narekovajih, je pa recimo Center za kreativnost, a ne. Če govorimo o teh stvarih, a ne, se pravi, tisti, ki vam bo na koncu plačal vašo storitev. Lahko bi pa jaz organizirala seminar, ki bi bil plačljiv, pa bi vsak od vas, 65, ki je danes, ki je ta trenutek zdajle z mano, a ne, vsak od vas plačal karto in bi bili vi moji končni uporabniki, moje končne stranke, plačljive stranke, a ne, in bi zaobšli neko inštitucijo, kot je Center za kreativnost. Se pravi, odvisno, kaj komu v resnici prodajate. Okej, hvala vam. Zakaj so ti intervjuji s strankami tako zelo izjemnega pomena? V bistvu je to edina stvar, ki vam da v resnici dejanske rezultate s trga. In to potrebujete. Vedno se je treba na intervju dobro pripraviti, ljudje me pogosto sprašujejo, kaj je najboljše narediti. A je najboljše narediti anketo, ali je fokusno skupino, ali intervju, ali je, ne vem, neko online anketo. Metod in tehnik je ogromno, ampak zagotavljam vam iz nekaj 10-letnih izkušenj v podjetništvu, da nič ni tako, ne da tako dobre rezultate kot dejanski stik z vašo stranko, se pravi direkten intervju z vašimi potencialnimi strankami. Če pošljete anketo, pomeni, da v bistvu že vi dajete neke predikcije odgovorov, vi se izmišljujete, ugibate, kaj stranke potrebujejo, na podlagi tega vam oni odgovarjajo. Predstavljajte si, kadar vi izpolnjujete neko anketo, a ne, najbolj pogosti odgovori so številka 3, se pravi nekje vmes, a ne, ali pa drugo, kjer ne obrazložite, večina ljudi ne obrazloži, kaj je tisto drugo, a ne, in ostanejo zelo nedorečene in v bistvu zelo površne ankete, a ne. Poleg tega smo ljudje kar malo nagnjeni k laganju. Pa ne, mogoče ne hote, mogoče ne zanalašč, ampak v bistvu zaradi tega, da bi čim bolj všečno odgovorili na kakšna vprašanja, se včasih na nekaj, kar ni tako zelo naš direkten problem, včasih tudi malo zlažemo, pa malo odgovorimo, a bi kupil, ja, bi kupil, a ne. Pa na koncu, ko je treba pa denarnico odpreti, pa pač ni več tistih, ki bi to kupili, a ne. Tako da intervju je zagotovo nekaj, kjer ti vidiš človeka, doživiš, vidiš tudi kakšno mimiko, vidiš, ko, ne vem, ko ga nekaj vprašaš, da malo zavije z očmi, ali pa da pokaže neko posebno navdušenje, a ne. Skratka, je čisto drugačen vtis. Zato jaz vedno predlagam, da je treba iti ven, da se je treba z ljudmi pogovarjati. Dobro, zdaj ostanite doma, zdaj ne iti ven, ampak načeloma komunicirati z vašimi potencialnimi strankami in čim več v bistvu nekih intervjujev narediti osebno. Zdaj tule v nadaljevanju je tudi nekaj korakov, kako v bistvu te intervjuje speljati. Veliko boste našli tudi na spletu, nekih priporočil, mogoče celo nekih, ne bom rekla vzorcev, ker to nikoli, nekih moštrov, ker to nikoli ni fino, ampak pač nekih korakov, nekih poti, ki vas bojo peljale do tega, da boste vi v bistvu opravili dober in kvaliteten intervju. Kar je za mene najbolj pomembno je, da vsi tisti, ki ste take klepetulje, kot jaz, se postavite v vlogo poslušalca. Se pravi, ne govorite vi, čim manj govorite vi in čim več pustite, da stranke povejo. Vprašate seveda, komunicirate absolutno, ampak ne gre za vaš prodajni pitch, ne gre za to, da ste se vi natrenirali pa v piko spilali to, kaj vi počnete in zdaj želite nekoga navdušiti, ampak v bistvu iščete
poslušate, kaj so njihovi izzivi in težave. Če smo prej rekli, da je treba čim bolj ožati, kdo so vaše stranke, je pri intervjujih včasih fino, sploh če ste na začetku, če je nov produkt, če se na novo spuščate v nek posel, je na začetku zelo fino in koristno zajeti čim širšo množico intervjujencev. Zakaj? Zato, ker boste tako lahko izluščili in ugotovili mogoče, da ste vi naredili neko napako pri segmentaciji, da ste narobe ocenili, da so to taki in taki potencialne stranke, ampak da se vam bo na koncu izkazalo, da je to čisto neka druga ciljna skupina. Nikoli ljudi ne sprašujte, kaj rabijo, ker to včasih, tako direktno, ker to včasih ne znamo odgovoriti. V resnici ne znamo odgovoriti. Izluščiti morate iz njihovega problema, iz njihovih izjav, ki vam bojo dali, iz njihovih, ljudje zelo radi, ko nas nekdo vpraša o tegobo, zelo radi izlijemo dušo, pa povemo, kaj nas vse muči in kaj vse ni okej. Tako da poskušajte jih čim bolj poslušati in meriti opazovati, kaj oni počnejo. Če imate možnost to v nekem opraviti intervjuje z nekimi ljudmi v njihovem delovnem procesu, da vam oni pokažejo, kako trenutno rešujejo težave, bo še toliko lažje. To vedno ni mogoče, ampak če pa je pa fino. V podjetništvu tudi vedno rečemo, ne sprašujte prijateljev, znancev, mame, ker te ljudje vas ne želijo prizadeti, ljudje vas želijo pohvaliti, super je, kar delaš, vas pač ohrabriti. Pa kljub temu v tem trenutku je mogoče dobro, če prvič delate intervjuje, da to naredite z ljudmi, ki jih poznate. Mogoče ne z najboljšimi prijatelji, ampak z ljudmi, ki jih poznate, kjer vam ne bo nerodno, kjer boste tudi potestirali, ste sploh prava vprašanja pripravili, a se sploh o pravih stvareh pogovarjate in vam bo mogoče na začetku lažje. Super je, če imate možnost, če ste tim, če niste sami v ekipi, da tudi vzamete koga s seboj. Se pravi, a veste v novici o policistih. Včasih je fino, da nekdo sprašuje in včasih je fino, da nekdo samo opazuje. To, če imate ekipo, je zelo dobrodošlo. Tudi fino je, da se razdelite vloge tako, kot ste nekako, ne vem, karakterno ali pa po nekem znanju, izkušnjah do sedaj razdeljeni v ekipah. Včasih je nekdo boljši v opazovanju in poslušanju, nekdo malo slabši. Tako da, če imate možnost, pojdite v parih in nekdo bo bolj aktiven v komunikaciji, nekdo pa bolj aktiven v opazovanju. Prosite za dovolj časa. Zdaj, intervjuje ne smejo biti predolgi, ne smejo biti pa prekratki, zato da boste dobili neke relativne sploh odgovore. Pravijo, da tam 20 do 30 minut je skoraj maksimum, ki ga lahko porabite na eno osebo. Zdaj, včasih več, včasih manj, ampak načeloma v 20 do 30 minutah pridete skozi in dobite informacije o tistih stvareh, ki vas najbolj mučijo, oziroma o tistih stvareh, za katere želite ljudi spoznati. Ni merila koliko. Včasih ljudi sprašujejo, ok, zdaj bom šel pa narediti ankete oziroma intervjuje, koliko pa je dovolj, da jih naredim. Tle ni kriterija. Za nekoga je 5 dovolj, če razvijate jedrske reaktorje za delo na vseh možnih svetovnih, jih več kot 10, mogoče sploh ni, tako da če naredite od tega 5 intervjujev, je že zelo veliko. Ampak pripravite se pa na čim več. Včasih jih 50 ni dovolj. Ali pa je neka cifra, pri kateri približno lahko prijete do nekega vzorca, ki vam bo dal neke rezultate. Kar je pri intervjujih najbolj neprijetno delo, je v bistvu usklajevanje. Časovno načrtovanje, kdo ima kdaj čas, kdaj bom šel ven, koliko rabim od enega do drugega, zato da se fizično premaknem in tako naprej. Kljub temu, da so zdaj taki neki, ne bom rekla grdi, ampak taki neki čudni časi, je mogoče zdaj čas, ko smo vsi bolj kot ne online, ko imajo ljudje načeloma več časa in mogoče je čas, da intervjuje naredite kakšnega tudi takole. Se pravi, da poskušate z nekom, ne vem, Skype, Zoom, orodij je ogromno, da poskušate čim več nekih intervjujev pripraviti že zdaj, v bistvu na takle
na takle način. Doma ste, premikov ni vmes, koordinacija bo bistveno lažja in verjemite, ljudje imajo zdaj bistveno več časa in bistveno več so se pripravljeni pogovarjati. Tako da mogoče v tem trenutku poskušate to tudi izkoristiti. Vedno si beležite rezultate sproti, včasih ljudje sprašujejo, ali naj snemajo, to je zelo odvisno. Pri snemanju smo včasih ljudje malo bolj zategnjeni, pa včasih pa tudi kaj ne povemo, ker imamo skozi v glavi, da nas nekdo snema. To je pač zelo odvisno od tega, koliko poznate sogovornika, če ga, se pravi, če ste v neki prvi fazi, ko nagovarjate tiste, s katerimi ste se že srečali, jih poznate, mogoče to okej, sicer pa jaz načeloma odsvetujem snemanja. Pridno si pišite, zapisujte, opazujte, to je načeloma čisto dovolj. Ok, tukaj boste našli še par nekih nasvetov in korakov, ki vam bojo mogoče v bodoče še kaj pomagali. Kako pa v bistvu začeti oziroma priti do nekih potencialnih kupcev? Najprej seveda začnemo vsi v svojem telefonskem imeniku, s svojimi kontakti, v bistvu s tistimi, za katere vemo, ki jih poznamo, ki smo mogoče že kdaj sodelovali, pa imate zdaj nek nov produkt ali neko novo storitev, pa bi jim želeli ponuditi. Skratka, poskusimo najprej s tistimi prvimi koraki, ki jih imamo najbližje na dosegu roke, maili, telefoni, LinkedIni, pač karkoli imate na voljo. Drugi korak je, kjer običajno, ko zaključite intervju, to se zelo, zelo dobro odnese, je, da vprašate, ok, hvala za tvoj čas, da si vzel, super, a imaš koga, ki bi mi predlagal, ali pa za koga misliš, da bi bilo še fino, da z njim kaj poklepetam. Ja, imam, ne vem, pa ok, super, lahko narediš nek intro mail ali pa neko povezavo, ali pa me predstaviš, ali pa ti bom poslal eno kratko notičko o meni, pa bi mu recimo posredoval in potem se dogovoriš za naslednji sestanek. Zelo pogosto so take zanimivi triki tudi vezani na lokalno okolje, na neko lokalpatriotstvo oziroma na nekaj, kar je vam blizu. Se pravi, ste v nekem okolju, kjer delujete, ste pripadni temu okolju, mogoče tukaj celo živite, delate, ali pa ste rojeni, se vračate v nek rojstni kraj, se povezujete z ljudmi, ki so v lokalni domeni in to daje običajno zelo, tudi sicer v svetu, ampak pri nas pa sploh eno zelo tako lepo pozitivno noto. Tako da to tudi ljudje izkoriščajo in je fajn. Tisti, ki imate že neke svoje spletne strani, žal, kljub temu, da smo danes zelo v dobi digitalizacije, še vedno premalo, tudi zelo tehnoloških podjetij, še vedno premalo izkorišča vse te podatke, ki so nam na voljo. Kamorkoli ste šli v trgovino, katerokoli kartico zvestobe imate, ste tam pustili vse možne podatke in zdaj veste, da nekateri vas s tem bolj zasipajo, nekateri vas manj zasipajo, ampak lahko bi, se pravi, vsi tisti, ki imate neko spletno stran, nek mailing sistem, neke novičke, ki pošiljate vašim potencialnim strankam ali pa jih boste. Vse to, vsa ta baza kontaktov je za izkoristiti. Ljudje, ki smo vam dali, dobro, seveda skladno z GDPR-jem in vsem tem, kar je zdaj aktualno, ampak ljudje smo pripravljeni komunicirati, sodelovati, mogoče celo bolj, kot si mislite. Vedno poskušajte ponuditi tudi nekaj v zameno. Ne denarja, absolutno, ampak poskusite, ne vem, a vam lahko pošljem, ko bom imel prvo demo verzijo, a bi hotel potestirati, a vam lahko pošljem link na spletno stran, pa mi boste še kaj pokomentirali, vam lahko pošljem predstavitveni video, skratka, ne vem, pišem bloge, delam, ne vem, karkoli, ali vas lahko pač s tem, vam lahko to posredujemo. Vedno poskušajte nekaj v zahvalo dati nazaj. Nazadnje nekaj, kar je nam Slovencem načeloma najbolj zoprno, so te neki cold calli, se pravi, da dvigneš telefon, to nam pač nekako ni v krvi, da dvigneš telefon, da pokličeš, da pošlješ mail, da kontaktiraš nekoga na LinkedInu, da se spraviš v narekovaju na tisto ciljno skupino, ki jo ne poznaš, ki ti ni blizu. In včasih ne veš,
v bistvu ne veš, kako bi prebil let in kako bi komuniciral, zato tudi obstaja ogromno nekih izobraževanj in nekih orodij, ampak to je tista metoda, ki se jo ljudje najkasneje poslužujemo, zato ker je tudi v resnici najbolj težka. No. Ok, imamo še eno vprašanje. Ko že 11 izkušenj z izobraževanjem, veš, da uporabnik zaradi novih pristopov misli, da tega ne rabi. Mislim predvsem na srednješolce in študente, ki se šele po izkušnji zavejo učinka. Zdaj tako, ne, v bistvu verjetno so vaši, se pravi, uporabniki vaši so tisti, ki so mladi, predvidevam mladi študenti, srednješolci, niso kupci. Ljudje se pogosto ne zavemo stvari, se ne zavedamo, da stvari, ki so na trgu, ki bi nam lahko, ne vem, olajšale, skrajšale, pospešile, omogočile karkoli nekaj boljšega, ne, da se tega v prvi fazi ne zavedamo. Se pravi, ni to neka direktna bolečina konkretno posameznika, ne. In zato tudi oni niso, v vašem primeru niso kupci, ampak so uporabniki, ne. Vi vedno nagovarjate tiste, ki vam bojo plačali. Vedno komunicirate in atakirate in intervjujate tiste, ki bodo vaši plačniki. Z uporabniki lahko razvijate zaradi boljše uporabniške izkušnje, lahko razvijate izobraževalne produkte, če se zdaj o tem konkretnem primeru pogovarjamo. Ampak v resnici vso komunikacijo izvajate in raziskujete na strani kupcev. Se pravi, če je neka inštitucija, če sem jaz XYDO, ki organiziram taka izobraževanja in vas najamem za to, da boste delali, jaz verjetno to delam zato, ker imam nek kanal, sem raziskal, da imam neke uporabnike. Lahko se zgodi, da je bila tudi njihova percepcija napačna, ampak vi načeloma komunicirate izključno in samo s kupci. Uporabniki vedno jih morate imeti blizu, vedno morate razumeti njihove potrebe, želje, oni vam lahko izboljšajo vaš produkt, ne, ampak v smislu poznavanja strank je pa vedno poznavamo tiste, ki so naši plačniki. Tole si mogoče za domačo nalogico, ko boste imeli čas, malo pogledajte pa naredite. OptiWeb je eno podjetje, s katerimi kar sodelujemo, so v bistvu marketinška web agencija, za tiste, ki jih ne poznate. Takole opredelijo njihovo ciljno stranko vsak njihov zaposleni. Oni so že podjetji, ki imajo nekaj 10 zaposlenih. Vsak izmed njihovih zaposlenih oceni potencialno stranko. Tisti, ki prodaja, direktor v marketingu, računovodkinja, skratka vsi, ki so zaposleni v podjetju, zato da se vidi, kakšno percepcijo ima vsak posameznik do svoje stranke. Skratka, če ste podjetje ali pa če boste podjetje, ko boste rasli, ali pa če ste tim ta trenutek večjih, je ključnega pomena, da vsi enako vidite, da vsi enako razmišljate. Mislim, da vsi enako razmišljate, je težko, ampak da se v bistvu vsak postavi vlogo, ker tako boste najlažje dosegli tisto oceno, kdo je pravzaprav sploh vaša ciljna stranka. In oni ocenjujejo stranko na podlagi vsega, kar je tukaj noter zapisano, se pravi, kakšno ima pozicijo v podjetju, kako je prišla do OptiWeba, ali je to nekdo povedal, ali je to spletna stran, ali nekje videla nek letak, ali je poslušala predavanje direktorja, karkoli. Zakaj so se odločili, da bi bili njihova stranka? To je vedno, se pravi, ti sicer pol na koncu stranko že vprašaš, ampak vedno je percepcija zaposlenih, ekipe, tista, ki mora biti dovolj jasna. Zakaj se je nekdo odločil, da pride k nam? Kakšno znanje ima, kaj si želi, njihovi poslovni izzivi. Vi lahko to prilagodite na neke svoje kriterije. Hotela sem vam samo pokazati vzorček, kako podjetja v bistvu merijo svoje ciljne stranke. Ok. Kaj je še ključno, da se pogovarjate? Da se pogovarjate o njihovih problemih. Da vi dovolj jasno veste, kaj rešujete, kakšne izzive imajo stranke in predvsem, kaj oni vidijo kot največji izziv. Kaj oni vidijo kot največji problem. Če tega ne skomunicirate dovolj jasno, če ne dobite dovolj velikega
potrditvenega odgovora, je tukaj tveganje produkta, ko se bo srečalo s trgom, zelo veliko. Eno je tveganje za produkt, eno je za trg samo in eno je pravzaprav tveganje za kupca. In vse to v intervjuju, ko se pogovarjate o problemu, vi potrdite neke vaše domene, ki ste jih imeli. Tveganje trga je pač konkurenca. Vi morate poznati, kdo je vaša konkurenca, morate vedeti čim več o njih, o njihovem načinu dela, o njihovem razmišljanju. Morate razumeti tudi obstoječe alternative, ki vam bojo kupci povedali, da jih uporabljajo. Če jih še ne poznate, jih morate raziskati takrat, ko vam povejo. Zato, ker je pomembno, na kakšen način oni trenutno rešujejo njihov izziv. In potem je še eno tveganje, ki se mu reče tveganje kupca, kdo v resnici ima težavo, kdo so kakšen konkreten segment kupcev, ima izzive, ki jih vi znate rešiti. In to boste skozi intervju zelo hitro ugotovili. Količino intervjuja treba pač narediti dovolj dobro in s pravimi ljudmi se pogovarjati, ampak načeloma vse te odgovore boste zelo hitro dobili. Pardon. To je še ena razčlenitev, v resnici taka zelo splošna, nek scenarij, kako nek intervju poteka. To je zelo na, kaj bi rekla, na nekih dozdajšnjih številu izvedenih intervjujev, neka najbolj realen scenarij, kar je pomembno, da v bistvu ne govorite vi preveč, to smo že povedali, da pustite največ časa, da kupec govori, njihov, se pravi, 15 minut imate od, ne vem, tukaj mislim, da je 20 oziroma nekaj 30, raziščite kupčev pogled na svet. Se pravi, pustite mu, da pove on svoje težave, tegobe, vi si to pridno beležite, pišite in potem boste lahko to testirali. Okay. No, kaj se pa najbolj pogosto zgodi, ko rečemo ljudem, da morajo iti ven? Ja, težko je, ne? Težko je iz cone udobja, težko je iz neke faze, ko v bistvu smo mi prepričani, da to, kar delamo, je koristno, je dobro, je uporabno, bo rešilo marsikomu, ne vem, življenje mogoče, ne? Ampak zelo pogosti odgovori, ki jih pa dobimo, ko ljudi pošiljamo, ko podjetnike pač pošiljamo ven, so pa predvsem, ogromno jih je, sem jih pač tle sam par spisala. Največji strah vseh Slovencev, večine Slovencev in tudi širšega sveta je, da nam bo nekdo ukradel idejo. Kaj pa, če bo nekdo drug to začel delati? Jaz sem prepričana, da v bistvu, glede na to, da sem že nekaj let v tehnološkem parku in da se tukaj res razvijajo velike inovacije in podjetja zelo globalno usmerjena in tako naprej, ta trenutek o tem, kar vi razmišljate, razmišlja še 5 Nemcev, pa 3000 Kitajcev, pa 2 Brazilca, pa ne vem, kdo še vse. Tako da ideje načeloma ne more ukradati nihče. Če bi mi rekli, da jutri nekdo v vaši soseski odpira frizerski salon, komu je on ukradel idejo? Je pravzaprav nobenemu, še en frizerski salon bo tam, ki bo pa lahko drugačen, ki ima mogoče drugačno komunikacijski način do strank, ki ima mogoče drugo ciljno skupino, ki je mogoče pač drugačen, poseben, unikaten in ima neko lastnik, neko drugačno vizijo. Prosim, ne se bati govoriti o tem, kaj delate, ne se bati komunicirati, predstavljati vašo idejo, ker nihče na tem svetu tega, tudi če se loti, ne bo naredil na tak način, kot ga boste vi. Ali zaradi tega, ker imate dovolj in drugačna znanja, ker ste drugačna oseba, ker imate za sabo že let izkušenj, razvoja, aktivnosti. Tako da o tem se prosim, zelo toplo predlagam, da se tega ne bojite. Seveda obstajajo lumpi, ki bojo vedno kaj pokopirali, ukradali in tako naprej, ampak ne vas to ne bremza pri vašem poti do vašega uspeha. Potem so zelo pogosta prepričanja, da, ne vem, 20 ljudi ali pa 30 ali pa 50 je pa čisto premalo intervjujev, da bi bila neka konkretna številka.
pa ljudje itak ne vejo, kaj hočejo. Pa zakaj bi se pogovarjal z nekom, zdaj izgubil cajt, če lahko vmes že zelo veliko sam naredim, razvijem, naprogramiram, narišem, pač karkoli že počnete. Ne vem, starši so mi rekli, da je to super ideja, prijatelji so mi potrdili, tako da ne rabim posebnih drugih potrditev in tako naprej. Izgovorov, veste, je ne. Tudi vsak od nas jih ima za kakršnokoli drugo stvar. Ampak probajte vseeno stopiti če želite biti neki uspešni podjetniki, če želite to, kar ta trenutek razvijate, spraviti do strank, predlagam, da čim prej stopite iz neke cone udobja, da čim več komunicirate in čim bolj se sprostite in začnete pogovarjati z ljudmi. Ok? Še eno vprašanje imamo, ali je delanje survejev lahko zamenjava za intervju? Delo nadomestitev smo že v začetku se pogovarjali, kaj je bolj primerno, da delamo intervju osebno ali da delamo ankete. Jaz in večina ljudi, ki jih poznam iz teh krogov in vse literaturo, ki sem prebrala, je načeloma zelo poudarjajo osebni intervju. Ko ti anketo pošljaš, noter daš neke predpostavljene odgovore, ki jih mogoče tudi sam ne veš, ali so to pravi ali niso, in potem dobiš tudi napačne odgovore. Anketa je lahko potem, ko imaš že neko izdelano ciljno skupino, ko si z njimi že komuniciral, pa samo izboljšuješ produkt ali pa v bistvu dodajaš neke nove vrednosti, ampak na začetku osebnega intervjuja pravzaprav ne nadomesti nič. Se zelo ljudje poslužujejo anket, predvsem, kadar delajo neka globalna testiranja, takrat je težko priti do vsakega Finca, pa do vsakega Rusa, pa do vsakega Avstralca, sploh, če nimate nekih osebnih stikov naprej. Takrat je lahko mogoče anketa, ampak vedno insistirajte, ali pa vsaj v anketi nekje od spodaj dajte neke vprašance, ali se lahko slišiva na to temo, ali ne vem, skratka nek poziv, call to action, zato da bi bili čim bolj pristni v odnosih. Ok. Zdaj, če smo se prej pogovarjali o frizerjih, je pač eden od teh frizerjev ima neko, vsak od njih, ampak eden od teh, ki je drugačen, ki izstopa, ki mogoče boljše dela na trgu, ima zagotovo neko svojo unikatno prednost. Ali prodajno, običajno je prodajna, ampak nekaj, v čemer ste drugačni. In verjamem, da vsak od vas, ki razvija, mogoče zdaj, ne vem, koliko nas je ta trenutek 74, od teh 74 je mogoče 20 zelo podobnimi idejami. Ampak vsak od vas je v čem unikaten, drugačen, edinstven. In to morate komunicirati z vašimi strankami. To je tisto, zakaj se bo nekdo odločil za vas. In kaj je nekaj izhaja iz vas osebno, iz vašega produkta, nekaj iz vaše storitve, nekaj pa izhaja iz tega, kaj so potrebe in želje vaših strank. To edinstveno ponujeno vrednost je zelo težko načeloma opredeliti, ampak vedno je pa fokusirana na vaše stranke. Se pravi, biti drugačen, ampak zato, da je drugačnost bistvena. Ne rabite biti klovni samo zato, da bo fani pa zanimivo pa smešno, ampak zato, ker je to neka vrednost za vaše stranke. Ker to vleče neko pripadnost, ker to vleče neki skupnosti, pač odvisno, kaj počnete in kaj delate. Osredotočite se na neke dolgoročne stvari. Tukaj imamo en primer enega dostavljavca pic, ki pravi, dostavimo vam v 30 minutah, vkolikor vam ne, je pica zastonj. Sicer kaj ti pol za eno mrzlo pico delo je pač tvoja stvar, ampak v resnici, kdo danes od delivery guyev garantira, da boste pico dobili domov v 30 minutah. Pač on je eden od teh. In če delate karkoli drugega, probite najti nekaj, kar je neki unik v vas, s čimer se vi ponotranjite, kar vi razumete in kar bojo vaše stranke cenile, razumele in kar bo neka vrednost, zakaj so pripravljeni vam plačati, ostati lojalni in še priporočiti, kar je super, še komu drugemu. Vprašanje, ali lahko edinstvena ponujena vrednost temelji na patosočustvih
altruizmu. Lahko, če je to, kar ponujate, vrednota tudi vaših strank. A ne? Če je tisto, na čemer boste vi igrali, se pravi na neki čustveni noti, če je to vrednost za tistega, ki vam bo na koncu plačal, je to absolutno lahko vaša EPV. Ne? Vi morate najti nekaj, se pravi, kar ste vi ponotranjeni, kar vas odraža in hkrati, kar je potreba na trgu. Ok. Potem imamo pa še nekaj, kar je vezano na produkt oziroma storitev, ne? Kaj pa je tisto, kar je vrednost za stranko? V čem je vaš produkt boljši, drugačen, da se ljudje odločamo? Zdaj, probajte iti sami vase, ko pridete v, ne vem, Miller, po šampon, tam je eno največjih stalaž s šamponi, kako se odločite, katerega vzeti? So ljudje, ki malo eksperimentirajo, pa skačajo iz cveta na cvet, pa potem se odločijo za nekaj, pa so te blagovni znamki zvesti. So pa ljudje, ki a priori grejo po Afrodito, zato ker je slovenska, ker je naravna, ker je brez ne vem česa vsega, ker ni testirana na živalih itd. Skratka, najdete nekaj, kar je value, kar je vrednost za vašo stranko. Ne govorimo samo o finančni vrednosti, govorimo o vsaki vrednosti, ki jo pač lahko kupec začuti, občuti in je zadovoljen. Tole mogoče še nekaj, kar je pa vezano bolj na prodajno vrednost. Ali je to dizajn, ali je to neka kreativna izvedba, uporaba, drugačna od ponujenih. Ljudje smo zelo pripadni blagovnim znamkam. To je zelo težko graditi, ampak načeloma smo pripadni blagovnim znamkam. Obstajajo ljudje, ki celo življenje vozijo Volvo, zato ker je to najbolj varen avto na svetu. Zmišljujem si. Zdaj, teh z Rolexom jaz malo manj poznam, upam, da vi koga, ja. Lahko je cena. Cena je zelo težka postavka in tukaj običajno svetujemo, da naj ne bojo ljudje najnižji, naj ne konkurirajo s ceno, zato ker veliki ali pa večji od vas si vedno lahko privoščijo nižje marže in spuščajo cene. Vi pa, ko ste enkrat zelo nizko s ceno, nižje greste še zelo težko. Sploh, če ste v kakšnih unikatnih zgodbah, v kakšni kreativi, kjer je zelo vaš know-how, vaše delo, vaše sposobnosti, ročne, umske, kakršnekoli, takrat običajno cena ni glavni, se pravi, nizka cena ni glavni motivator ali pa neka največja dodana vrednost. Tukaj običajno opozarjam, da ljudje ne res razmišljajo, res večkrat razmišljajo, ali je nizka cenovna politika tista, ki je za njih najbolj primerna. Poznamo pa recimo tole, sploh iz letalskega sveta, se pravi, nizkocenovne prevoznike, ki jim je pa to, zato ker delajo na ogromni masi ljudi, in je pa to ena super prednost. Ok, dostopnost, uporabnost, priročnost, odzivnost, pač karkoli imate, za kar veste, da so vaši kupci pripravljeni več plačati, biti pripadni, biti z vami, je neka vaša dodana vrednost. Tudi to boste izvedeli skozi intervjuje z vašimi strankami, če jih boste le bolj poslušali. Ok, zdaj pa, če ste videli, takole, o rešitvi imam samo en slajdek. Tisto, kar ste vi najbolj zaljubljeni, kar vam je najbolj pri srcu, kar najbolj razumete, je na žalost v tej zgodbi najmanj pomembno. Je pomembno v naslednji stopnji, ko boste vi razumeli potrebe, bolečine vaših strank, potem bo rešitev seveda absolutno pomembna, ker jo boste vi nadgrajevali, dodeljevali na podlagi tega, kar bojo vaši odgovori. Vem, težko je, ko v bistvu nekdo reče, da vaš baby pa ni pomemben, ali pa da je grd, ali pa da je ne vem kakšen, to zelo boli, ampak probite ne tako zelo emocionalno vstopati v ta svet in poskušajte res biti strankami predvsem poslušalci. Ok, ko boste dovolj jasno vedeli, kdo so vaše stranke, se boste tudi lahko lotili trženja in prodaje in marketinga
dovolj konkretno. Obstaja ogromno kanalov, kako pride do vaših strank, odvisno v kateri branži ste, na katerem trgu ste, ali prodajate fizičnim osebam, ali prodajate pravnim osebam, velikim, majhnim pač kanalov in načinov je ogromno. Na začetku, zdaj, če govorimo, da ste v neki začetni fazi, je običajno se ljudje poslužujejo v narekovajih brezplačnih kanalov. Brezplačnih kanalov pravzaprav ni, danes je vse plačljivo. Če že so brezplačni v smislu, da ne rabite plačati še zmeraj nek strošek vaš čas, energija, ideja, zamisli, mogoče kakšni sodelavci, ki bojo z vami to razvijali. Potem ostajajo vhodni, izhodni, jaz mogoče ne vedete zelo veliko teorij, ker boste sami v bistvu ugotovili, kje se vaše stranke zadržujejo, na kakšen način komunicirajo in na podlagi tega boste tudi, vam bo dovolj jasno, kako, na kakšen način pride do njih. Zdaj, pomembno je, kar je ključno, da vi v bistvu stranko, ko dobite, jo na nek način ohranite. To zadrževanje ljudi, ohranjanje strank je izjemnega pomena in bistveno težje včasih, kot pridobiti novo stranko. Zato je pomembno, da imate neke aktivnosti, ko jo dobite stranko, tudi neke ne vem, ali poprodajne, ali kakršnekoli pač neke aktivnosti, ki v bistvu jih zadržujejo, ki dajo neko vrednost vašim strankam. Vedno lahko pač prosite za neka priporočila, ljudje bojo šerali dobre izkušnje, vedno, se veste sami, ko vas nekdo vpraša, ali pa tudi, če vas nekdo ne vpraša, jaz, če pridem, ne vem, po vikendu v službo in sodelavcem, takoj v ponedeljek povem, v soboto sem pa tako dobro jedla, tam pa tam, ali pa z družino smo šli na ta in ta izlet in tam je super igrala za otroke in tako naprej. Skratka, sami poveste stvari, ki so vam, zdaj, če delujete lokalno, če delujete v nekem omejenem krogu v smislu, ne vem, Slovenije ali pa neke regije, je to še toliko bolj pomembno. Zelo pomembno je, da veste, kako so ljudje prišli do vas. Pomembno je, da veste, kako boste vi komunicirali, se pravi, da ne vlagate v ne vem, Instagram kampanje, če veste, da vi vaše stranke izključno in samo dobite na sejmu. In pomembno je, da si ne zakupite največje stojnice na Münchenškem sejmu, ne vem, kjerem, če vi veste, da vaše stranke pridejo samo online. Skratka, to sta dve sicer totalno diametralno nasprotji, ampak to se zelo pogosto dogaja. Se pravi, da zato, ker želiš nekaj impresionirati, na začetku vložiš ogromno denarja v neko promocijo in v neko trženje, ne poznaš pa in ne veš, ki se tvoje stranke zadržujejo. Zato je še enkrat pomembno, da greste ven in opravite intervjuje. Vedeti je treba, na kakšen način v bistvu je pride do njih in vedeti je treba tudi, kako ljudje pridejo do vas. Če vi oddate nek, izmišljujem si, Facebook oglas, danes so te metrike zelo merljive. Treba je vedeti, koliko ljudi je pravzaprav prišlo iz tega oglasa, tudi dejansko, ne vem, ali na vašo spletno stran, ali v vašo trgovino, ali kjerkoli pa že prodajate oziroma svoje storitve, naročilo poslalo, kakorkoli, koliko je in zdaj, koliko jih je prišlo z tega kanala. Ker to je v bistvu tisto, v kar boste vi tudi v bodoče vlagali. Najlažje je to meriti online, to so vse metrike in v zadnji obstajajo algoritmi, ki vam to v bistvu povejo in to zmerja. Na sejmih morate biti sami aktivni, na kakšnih dogodkih, na kakšnih predstavitvah, prezentacijah, če pišete bloge, pač ne vem, na kakšne vse možne načine to počnete, ampak vedno je fino, da veste, odkot potem ljudje pridejo nazaj. Zelo so trendi socialna omrežja, družbena omrežja. Zdaj, tle je odvisno, v kateri panogi delujete. Kar je pa zdaj zelo trendi in se kaže od leta 2020, dobro, to leto je v bistvu malo ponesrečeno, ampak da so influencerji oziroma ta influencer marketing je zelo trendi. Pričakuje se, da bo ta trg večji kot 10 milijard dolarjev, kar pomeni, da vsi tisti, ki na tem segmentu karkoli delate, je lahko to pač eden od vaših kanalov. Video vsebine so zelo
aktualne, zelo trendi, ljudje čedalje manj beremo, lahko pa hitro kaj vidimo, poslušamo in tako naprej, a ne. Tako da strokovnjaki marketinški celo pravijo, da več kot 50% pač prometa pride ravno iz nekih video vsebin. Tako da razmišljite o tem, kje se zadržujejo vaše stranke in kaj, kje jih pač pravzaprav najdete, a ne. Zdaj tako, ne, časopisi načeloma se čedalje manj čitajo v neki hard verziji, to pač je relativno jasno, saj gre bolj na digital, ampak če je to trend, a ne, če veste, da so ciljne vaše stranke tisti, ki pa to berejo, je pa absolutno to tudi eden od načinov, relativno drag v zadnjih časih, ampak eden od načinov, ne. Kar je še pomembno, kar je meni zelo padlo v oči, je, da so se v bistvu v letih ta pozornost človeka, ko je v bistvu online, iz nekih 13 sekund padla na 6, zdaj mislim celo, da je že manj, če je kdo med vami strokovnjak, me lahko tudi popravi. Mislim, da je celo manj kot 6 sekund. Se pravi, ko naredite svojo spletno stran in jaz pridem na njo, pomeni, da sem na njej maksimalno 6 sekund. Ne? Kar vam da vedeti, da v bistvu v teh 4-5 sekundah me morate tako impresionirati in mi vse jasno povedati, kaj dobim pri vas, da bom ostala. Ker če ne, ga v bistvu zelo hitro izgubite. 6 sekund je pa dvakrat pomežikneš z lučkom, pa je konec. Tako da časi so tle v bistvu zelo, stranke smo zelo neučakane. Ok, tle imate še nekih 10 korakov, ki so najbolj takih prodajnih, pač, da pridete do nekega prodajnega načrta, ki so neke take najbolj tipična, a ne. Tako da to si mogoče, to si mogoče pogledajte, pa če vam bo zanimivo, si tudi pripravite nekako mogoče odgovore na ta vprašanja. Kaj je pomembno pa nekem marketinškem načrtu? Predvsem, če mene vprašate, predvsem to, da vemo, komu bomo komunicirali, da vemo, kakšen budžet rabimo za to, da se gremo, ne. Zdaj, včasih ljudje zelo tako z nič denarja pa potem rečejo, ja, pa bomo, ne vem, pa bo Heidi Klum mi delala reklamo, ne, kar je verjetno malo verjetno, ne. Ampak mogoče pa imate neke storitve oziroma neke rešitve, ki pa, za katere pa veste, da bi recimo konkretno v tem primeru bila njej to zanimiva zadeva in bi vam pri vaši marketinški promociji pomagala. Ena zelo luštna zgodba je, ki se zdaj dogaja, če kdo pozna Mali junaki, a ne, oni so primer, ko so se zelo usmerili v influence marketing, brezplačno pošiljajo knjigice, zdaj pa kdo od znanih svetovnih pač person jih spromovira, kdo pa tudi ne, a ne. Ampak oni so pripravljeni, da imajo, ne vem, 100, 200, 500 knjigic na leto, ki jih podelijo. Zdaj pa vi morate vedeti, da vas to nekaj stane, morate vedeti, da morate imeti pač za to nekaj pripravljeno, custom rešitve delate za vaše stranke, a ne. Skratka, plan morate imeti in korake, kako boste do nekega marketinškega načrta prišli. Kar je pa enostavno, poceni, skoraj zastonj, je pa v bistvu mreženje. Neka povezovanja, mreženja do ljudi, neke odnose do ljudi, ki jih pa lahko delate skoraj vsak dan, ki vas ne stanejo veliko in so zelo odvisni samo od vas. Tukaj težko rečete, da je nekdo drug odgovoren za to, ker se pač realizacija ni zgodila, ampak je odvisno samo od vas. Zato predlagam, pozivam, ko bo čas, da gremo ven iz hiš, pejte med ljudi, družite se čim več, pogovarjajte se čim več o vaših rešitvah, poskušajte čim več iskati problemov, ki so na trgu in na takih dogodkih, sejmih, organiziranih nekih networking eventih, je čas, da v bistvu gradite svoje odnose. Ta strateška povezovanja si včasih ljudje predstavljajo, da se morajo pa zdaj strateško povezati s kakšno korporacijo, s kakšno veliko firmo in tako naprej. Sploh ne. Tudi na začetku, če ste v ne čisti idejni, ampak čisto v začetni fazi, je to lahko celo nevarno. Tako da iščite, povezujte se takrat, kadar ste zreli za povezovanje strateško, zdaj govorim s kakšnimi večjimi podjetji ali pa partnerji. Tako povezovanje person to person je pa lahko na dnevni bazi, je lahko tudi online, je lahko tudi offline.
Eno vprašanje imamo, ali sem spadajo tudi recimo challenge na socialnih omrežjih, kjer so produkt storitev podeli ob recimo delitvi posta ali kakšni drugi nalogi. To pa zdaj ne vem, če sem čisto dobro razumela. Se pravi, če objavite nekaj na socialnih omrežjih, ali šteje to kot, se pravi, brez influencerjev. Ok, ja, seveda, vse, karkoli vi delate, zdaj, običajno je na teh kakšnih challenge na socialnih omrežjih se delajo zato, da se gradijo neke skupnosti. To je odličen kanal, če gradite neko bazo nekih ljudi, podjetij, pač kupcev vaših potencialnih, in jih imate vse na enem kupu, in to je v nekem socialnem omrežju. To je odlična skupina, kar pomeni, vsi so zainteresirani za neko rešitev, kot jo vi ponujate, ali pa vsi imajo definitivno zelo podoben problem, če ne bi bili v taki grupi, če je, ne vem, na spletni strani skupina z, ne vem, avtomotofene, jaz sigurno ne bom tam noter, ker pač to nisem, bo pa mogoče 50% ljudi, ki je danes z nami, in to je odličen kanal za v bistvu kaj takega, tako da to je super orodje. Ok. Danes smo v svetu, ko je čisto vse treba zmeriti. In tudi vaše komunikacijske kanale, prodajne kanale se da meriti. Nekaj o tem smo že govorili, se pravi, če govorimo o tem, da ste vi šli na nek dogodek in pridete nazaj in rečete, pobral sem 10 vizitk, in potem te vizitke fino spravite ali v digitalno obliko, ali pa obstajajo celo neki fascikelčki, v katere se spravi, ali pa v predal, in potem s tem nič več ne naredite, potem niste bili uspešni pri vašem namenu. In enako je, če naredite neko kampanjo na socialnih omrežjih in če iz tega se ne zgodi tisto, kar je bil vaš cilj, je bila kampanja neuspešna, ampak ste se lahko pa iz tega nekaj naučili. Skratka, pomembno je, da merite, da spremljate, da si postavite neke ključne kazalnike, kaj si želite. Želim si od te in te kampanje, želim si 10 nakupov. In če pridete do tja, super, če ne pridete, morate evalvirati, kaj se je po poti zgodilo. Piratska metrika je ena takih, ki v bistvu je načeloma teoretična, ampak vam zelo jasno prikaže v bistvu pot, kako aktiviraš, kako pritegneš, kako zadržiš uporabnika, koliko zaslužiš od tega in ali te bo nekdo priporočil naprej. Ti vedno lahko svoje stranke vprašaš, kje ste pa slišali za mene, ali pa vidiš, odkot prihaja njihova pot. Če objavite nek blog in noter link, ki stranko pripelje na vašo spletno stran, potem vidite, da je prišla točno z tega bloga in veste, da je ta kanal primeren za vašo promocijo. Če vas je nekdo našel na sejmu, če ste imeli prezentacijo na Centru za kreativnost vašega produkta, pa smo bili ljudje tam, pa smo vas najdeli, slišali, videli, potem veste, da je to najbolj primeren kanal za vašo komunikacijo za naprej. In iz vsega tega plus še nekih drugih zgodb pridete v bistvu do nekega poslovnega modela, ki je pa v resnici najbolj pomemben za vaš posel. Se pravi, iščete nek poslovni model s strankami, ki vam bojo omogočale ponovljivost, se pravi, da ponavljate vaš prodajni model. Obstajajo storitve, obstajajo produkti, ki jih ljudje kupimo enkrat v življenju, ampak obstaja pa način, kako prodajate to stvar, ponovljiv. In vi morate najti tak poslovni model, da če tudi izdelujete unikatne slike, samo eno, in jo kupam jaz, se pomeni, da jo jutri ne bo mogla kupiti še Micka, pa Frančka, pa Peter, in tudi jaz jo ne bom mogla kupiti še enkrat, ampak način, kako ste prišli do mene, komunikacija z mano, prodajni model, cenovna politika, komunikacijska strategija, je pa ponovljiva. Iščemo nekaj, kar je ponovljivo, in iščemo nekaj, kar je lahko skalabilno, kar lahko množite, kar lahko povečujete, v bistvu, kar vam daje neko zagotovilo, da bo ta vaš poslovni model stabilen. To pravzaprav iščemo.
Ok, jaz sem v bistvu šla čez večino stvari skozi. Mislim, da sem tudi na vse, kar je bilo vprašano online, poskušala ugotoviti. Mogoče še misel za konec, v bistvu z moje strani, je predvsem to, ne se bati spraševati vaših strank, ker vse, kar boste naredili na podlagi vaših predpostavk, je lahko napačno. In če je napačno, je škoda truda, časa, denarja, energije, ki ste ga vložili v to, da razvijate nekaj, kar nihče na trgu ne potrebuje. Fokusirajte se na vaše stranke, ko bodo one srečne, bo vaš posel zagotovo cvetel. Najtežje je, v bistvu ne glede na to, da smo ljudje socialna bitja, komunikativna bitja, je najtežje v bistvu iti ven in se pogovarjati z ljudmi. Tako da predlagam, da v bistvu te žive žabe se pojejo zjutraj baje, tako da predlagam, da to naredite par intervjujev na dan, takoj, ko je možno na začetku dneva in ko boste nekaj naredili, bo v bistvu bistveno lažje. Včasih se mogoče, ko bo komu zdelo od vas, da zdaj v bistvu pretiravam v tem, ampak vam zagotovo trdim iz vseh izkušenj, da je ljudem zelo težko iti ven in ljudi spraševati po nečem, kar še ni narejeno, ni razvito, je na pol narejeno, je mogoče samo v idejni fazi in tako naprej, ampak predlagam, da v bistvu se tega ne bojite in da greste v akcijo. Tako da jaz sem vam danes vzela urco pa 15 minut, jaz upam, da ni bilo prenaporno, upam, da je bilo kaj koristnega. Sem vam vsekakor na voljo tudi za kakšna vprašanja vnaprej, lahko po mailu, lahko se kdaj še takole slišimo, lahko vprašanje naslovite na MAO oziroma na CZK. Hvala za pohvale, tudi z vami je bilo luštanje, je tole zelo nenavaden način komuniciranja, ko smo skupaj pa smo narazen, ampak taki časi so, mogoče je čas, da se malo posocializiramo na drugačen način. Jaz vam želim eno super zdravo obdobje, ki je pred nami. Želim vam, da zdržite vse te pritiske 4 sten, tisti, ki imate doma majhne otroke, da uspete uskladiti dom in job in delo, šolo in kuhanje in vse to, kar pač paše zraven. Če boste karkoli rabili, vera.nunic@tp-leja.si ali pa če pošljete na CZK oziroma na MAO vprašanja in bom z veseljem, mi jih bojo posredovali in bom z veseljem odgovorila. Vas lepo pozdravljam in vam želim, da greste čim prej delati intervjuje, pisati prijave, tisti, ki se boste prijavljali na razpis, oziroma delati na sebi in na svojem poslu čim več. Ok, ostanite zdravi. Čau. Če imamo še kakšno vprašanje, še kakšno minutko počakamo. Ok. Zdravo, večer pozdravljam z Centra za kreativnost. Hvala. Mail je info@czk.si oziroma Vera boste še svojega povedala, če je kakšna taka stvar, sploh pa tudi mi posredujemo. Ja. vera.nunic@tp-leja.si. Upamo, da pišem sem noter, bojo ljudi videli. Ja, upamo, da vam je bilo tole všeč. Zdaj naslednji teden imamo še pitching na takle način. Potem pa spremljajte, ko bomo par takih predavanj še naredili, zdaj, ko smo vsi doma. Tako da ja, če je pa še kakšen komentar, lahko tudi na mail še napišete ali pa kakšno priporočilo, kaj bi si še želeli slišati, ne vem, ali vezano z tem razpisom ali pa vezano na ostale zadeve, ki jih mi delamo. Mislim, da sicer ni več vprašanj. Če ima kdo še kakšno vprašanje, naj se javi, ga lahko tudi takole live damo, da ne bo pisal. Mogoče še kakšna minutka.
Ponovitev bo možno gledati, bomo tudi mi zdaj objavili in na našo stran link in lahko vam še enkrat pošljemo. Pa prosili vas bomo še za eno mini anketico, če boste izpolnili za nas, da vidimo, kako vam je bilo všeč. Ja, predvsem upam, da je bilo koristno in da boste lahko z tega karkoli zase potegnili. No, to je bil namen. Ja. Ok, link posnetka. Malo prej, tale delavnica je res bila na hitrico predstavljena, ker nismo pričakovali, da bomo tako hitro doma mogli ostati. Naslednji teden je pa ob 2 in boste tudi prej dobili že link. Kar se tiče pa teh vprašanj za razpis, imamo pa še vedno ob torkih pa ob petkih infotočke, ker so zdaj video infotočke. Prijaviti se je treba vsaj en dan prej do 12, ker drugače ne moramo vseh razporediti. Je pa fino, da se čim prej prijavite, zato da dobimo to. Lahko jaz skočim z enim odgovorom? Ja, kar. Ok, vprašanje Matjaža je bilo, ali je intervju potrebno narediti pred prijavo na razpis? Pred prijavo na razpis ali ga lahko predvidevaš in ga izvedeš v sklopu projekta. Odvisno je, na katero fazo se prijavljate, ampak načeloma, če ste vi v prvi fazi, se pravi, če se prijavljate na A1, ste mi že odgovorili, če se prijavljate na A1, je lahko to delo v sklopu projekta, ker vi v bistvu zdaj se prijavljate z neko idejo, ki jo boste razvijali in eden od vaših KPI-jev, se pravi, eden od vaših ciljev so tudi lahko intervjuji na trgu. Barbara sprašuje, kako prepoznati, definirati problem potencialnih strank, če dejavnost deluje zelo neproblematično, tipa turizem, naprimer izleti. Mogoče me moti samo ta izraz problem, izziv. To je recimo, zdaj, če sem prav razumela vprašanje, zakaj ljudje, recimo, gremo na dopust, pa nimamo nekega problema, ne? To bi bilo recimo eno vprašanje. Se pravi, obstajajo dejavnosti, kjer ljudje gremo iz neke želje, potrebe, nimamo nekega direktnega problema, nimamo glavobola zdaj zaradi tega, ker bi šli radi letos pa na, ne vem kam, na Sešele, ali pa nimamo nekega posebnega, če pišete knjigo, se pravi, ne boste našli v stranki nekega posebnega problema, boste pa našli željo in te želje morate poznati. Se pravi, jaz iščem, občutim, da na trgu je premalo, ne vem, romanov na temo to in to, in to si želim in to bi rada prebrala in iščem tako knjigo. Ali pa premalo je, ne vem, interaktivnih knjigic za otroke in veste, da obstaja ciljna skupina takih staršev, ki bi to želela kupovati. Izhajate ne iz problema posameznika tudi v turizmu ali pa gostinstvu ali pa kjerkoli, se pravi, je problem, če si lačen, potem greš v najbližjo gostilno trgovino in pač se ne ješ, ampak sicer pa hodiš nekam iz neke želje, vedoželjnosti, spoznavanja nečesa novega in vi morate vedeti, to je v bistvu problem vaše stranke. Kaj si ona želi, kam bi ona želela iti, kaj bi ona želela videti. Na podlagi tega v bistvu definirate. Kaj imamo še vprašanje? To pomeni, da je prijatelji potrebno intervjuje izvesti pred prijavo projekta. Najboljše je, vi ne rabite delati intervjujev, morate pa vedeti, morate pa jasno komunicirati, kaj so problemi, izzivi vaših strank. Intervju je eden od načinov, ki smo ga danes obdelali, kjer boste vi najlažje spoznali, kaj so izzivi. Da ne ugibate, da ne predpostavljate. Da ne gledate, če imam jaz ta problem, pa ima tudi cel svet. Pa imajo vse ženske stare tukaj jaz isti problem. To so moje assumptions, to so moje predpostavke. Nikoli na podlagi predpostavk ne gradimo biznisa. Gremo se pogovarjati. In če v bistvu veste, če ste dlje časa v nekem poslu, če se boste prijavljali na A3, potem predvidevam, da ste že dlje časa v nekem biznisu, potem vi veste, kdo so vaše stranke in jih že poznate. Kar pomeni, da ne rabite intervjuja sploh delati. Ni to stvar za razpis ali pa ne. Pomembno pa je, da poznate, da veste, kaj so njihovi izzivi, težave in kaj jim rešujete. Ok, upam, da sem odgovorila. Ali imate mogoče v planu?
Mogoče še jaz tole lahko odgovorim. Vprašanje je bilo parkrat, če se bo rok podaljšal. Zaenkrat Ministrstvo za kulturo pravi, da ne, da poteka po urniku zadeve. Če imate pa mogoče kakšne dileme oziroma če mislite, da bi to bilo smiselno, pa pišite kar njim direktno, pa jih pač upozorite oziroma vprašajte. Ampak po naših podatkih ima zaenkrat ostaja tako, ko je. Podobni razpisi, kar se tiče tega našega razpisa, je načeloma plan, ja, so še sredstva za počrpati, tako da mislim, da v naslednjem letu, da bo nov, mogoče že jeseni, no. Se je pa definitivno ja, možno prijaviti, recimo, mislim, idealno bi bilo ne letos A1, potem pa že v bistvu poženete idejo, dobite kupce in se pa prijavite na A2. To bi bilo tako. Najbolj idealni scenarij. So pa tudi drugi razpisi, no, ki so tudi možni, ki pa mogoče Vera lahko kaj več pove. Kako? Nisem te slišala. Vsi ostali razpisi, ki so poleg tega Ministrstva za kulturo, so tudi ostali podjetniški razpisi v Sloveniji. Ja, to je malo za spremljati, pač odvisno malo, v kateri panogi ste, v kateri branži ste, ampak načeloma je Slovenski podjetniški sklad je ena od inštitucij, ki v bistvu razpisuje zelo podobne podjetniške razpise, tako da v bistvu Ministrstvo za kulturo se je nekako tudi po njihovih schemi tudi v bistvu začelo pripravljati razpise za vaš sektor. Nekaj razpisov je tudi na temo vavčerjev, niso razpisi, ampak so vavčerji za različne storitve, ki jih lahko koristite kot podjetniki, mogoče za kakšno digitalizacijo, kakšno internacionalizacijo. To si tudi malo pogledajte, nekaj ima Slovenski podjetniški sklad, nekaj je Spirit agencija za podjetništvo. Tako da v bistvu teh razpisov je načeloma kar nekaj na trgu. Jaz tudi mislim, glede na to, da smo kar nekaj v komunikaciji z Ministrstvom za gospodarstvo pa službo vlade za regionalno politiko in kohezijo, ali kako že so, da v bistvu bojo poskušali, da ti datumi vsi, ki so trenutno odprtih razpisov, ostanejo taki, če bojo se situacija umirila, kar se tiče virusov in teh karanten, je možno, da bojo v jeseni še kakšni novi. Bi pa predlagala, da vsi tisti, ki ste iz nekih preventivnih razlogov, vsi tisti, ki ste dovolj zreli za prijavo na razpis zdaj, da to tudi naredite, ker se veste, nikoli ne vemo, kdaj bo kakšna bo situacija v državi in takrat pač ljudje oziroma vlada vleče tudi kakšne poteze iz vseh možnih rezerv sredstev, pač jih praska za to, da jih nameni reševanju. Tako da ne govorim, da razpisov ne bo, ampak ne govorim, da razpisov ne bo, govorim pa samo o tem, da se vse to lahko že zgodi. Tako da nekaj razpisov je, malo spremljate te take podjetniške vsebine, pa pač se prijavljate na tisto, kar vam je čim bolj pisano na kožo. Še nekaj vprašanja imamo? Še nekaj vprašanja. Če član skupine sodeluje pri 2 ločenih prijavljenih projektih, ne kot član skupine si v bistvu lahko kjerkoli. Problem je samo, da ena oseba ne more prijavljati več razpisov. Če sem član inkubatorja, če se lahko prijaviš na razpis, lahko. Tukaj recimo bi bil samo problem, če bi se prijavil na razpis z nekim projektom in potem z istim projektom še na neko stvar, bi imel dvojno financiranje z strani ministrstva, se mi zdi. Jaz tega vprašanja nisem razumela, ali lahko kot člane skupine dodamo tudi študente? Jaz mislim, da je to v smislu za ta razpis, ko daješ člane skupine, so seveda lahko tudi študentje. Mislim, fino je samo pač napisati, kakšne reference imajo oziroma zakaj so oni zdaj tam. Mislim, tukaj je bolj pomembno, kakšen je tvoj status, kaj v bistvu ti delaš oziroma kaj znaš. Še eno vprašanje imam, ali je kakšna težava, če člani skupine sodelujejo pri 2 ločenih prijavljenih projektih? Ja, to smo že rekli, da lahko, da to ni problem. Pač problem je samo res prijava. Nisem kdo prijavila projekt, da ne prijavi 2.
Ja, prijava pa pazite na upravičene stroške. Tudi, če se boste na kakšen drug, recimo, da se prijavljate na ta razpis, pa da se prijavljate potem še na razpis, ne vem, izmišljujem si neke občine, v kateri delujete, pa spodbuja podjetništvo, iz katerihkoli javnih sredstev morate biti pozorni, da ni dvojnega financiranja, da ne odlagate istih stroškov na več različnih koncev. Se pravi, da je strošek nakupa, ne vem, 3D printerja, strošek Ministrstva za kulturo in hkrati strošek občine, ne vem, kjere. Skratka, ves javni denar morate transparentno porabljati in ga ne vključevati in paziti na dvojno financiranje. Včasih si ljudje kakšne plače, recimo, na več različnih načinov. Ne vem, so dobili samo zaposlitev subvencijo, pa potem se prijavljajo še na nek razpis, pa svojo plačo uveljavljajo tudi kot strošek razpisa, to ne gre, na to bodite pozorni. Ok, mislim, da je to to. Ni to to. To ne vem, če je upravičen strošek, čisto resnici, mogoče to z ministrstvom najbolj za preveriti. So pa kar široki, no, ti upravičeni stroški pri razpisu Ministrstva za kulturo, mislim. So kar prijazni z njimi. Lahko nam tudi na mail napišete, pa bomo še mi preverili. Potem je še vprašanje, ali lahko, če si prijavljen kot samozaposleni in imaš zavod tudi kot prijavitelj? Ja, pač prijavlja se pravna oseba. Vi se pa zdaj odločite, katera. Ena prijavi nekdo, ki še nima svojega podjetja, se pravi fizična oseba. To pa nisem zdaj prepričana. Jaz nisem 100% prepričana, ampak mislim, da ne bo šlo. Mislim, da ne. Mislim, da rabi biti neka pravna oseba v resnici, ampak dajte nam tole še na mail poslati, pa preverimo za ziher, pa odgovorimo. Ok. To se kar polne. Prijaviti A112. Ja, mislim, ena pač pravna oseba lahko prijavi lahko da en razpis, se pravi, se bo treba odločiti A1 ali A2. Tudi ponavadi je tako, da pač ali imaš idejo, ali imaš pa pač že neko podjetje, ki ima že neke preverjene kanale, ki ima že neko prodajo, potem si A2. Sodišče se odprte eno vprašanje. Ok. Fizična oseba se ne more prijaviti. Ne, jaz tudi mislim, da ne. Vprašanje je tole, če kako registrirati zavod, zdaj, ko so sodišča zaprta. No, mogoče s takimi stvarmi pa opozorite Ministrstvo za kulturo, da je tukaj pa prišlo do pač problema. To si lahko tudi mi malo zapišemo, pa bomo... Ja, definitivno bomo to naprej poročili. Ker, ja, takoj, ko je kakšen tak problem, da pač časovno nekaj ne gre čez, potem pa so neke podlage, zakaj bi se lahko predstavil v resnici. Ja. Ok. Dan sprašuje, da je samozaposlen, da se prijavlja na A1 z idejo brenda v kooperaciji z drugimi. Vi se lahko prijavite kot SP, ne rabite ustanavljati za to novega podjetja. Edina stvar, ki je tukaj, je, da potem ta SP mora biti odprt 3 leta, ker pač če ste izbrani na razpisu in to, ker pač 3 leta mora biti ta pravna oseba, nisem pač prijavljena, če ne ste lahko vrača stroške. Ali se da je vsa dokazila pridobiti online? Jaz mislim, da načeloma ja, ne vem, edino to, kako je od banke, to neko potrdilo o tem, da niso zaprti oziroma blokirani računi, to je to pa načeloma, ja. To se da vse, samo je pa res, da bo zdaj verjetno kakšen dan več trajalo.
To pa zna biti. iPes pa banka so zelo odzivni, za Furs pa nisem prepričana. No. Verjetno tudi. Pač vsa potrdila načeloma se da dobiti online. Ja, mislim, da je za vse to za 3 leta, ampak ja, spet, če je kakšna taka stvar, na kar na mail še napišite, oziroma tudi ministrstvu, da se že prepričate. To so vse neuradni odgovori. Je 3 leta od tega, ko dobite pač razpis. Pogodbo. Ja, pogodbo, ko podpišete. Ja. Mislim, da to lahko pomeni tudi samo, da je pač zadeva, da obstaja, ne, ni treba, da je zdaj aktivna. Samo, da se jo ne zapre. Ali je možno dati prijavo samo v digitalni obliki? Ne. Ne. Če bo karkoli, če se bojo slučajno zaradi teh izrednih izmen karkoli drugače odločali, bo verjetno ziher kje na spletni strani obvestilo, ampak načeloma bo treba na pošto. Žal. Ja. Če ima kdo kakšno bolj kompleksno vprašanje, lahko tudi napiše, pa ga damo na video. Ja. Tudi kar se tiče tele delavnice, načrt trženja. Zdaj je najboljša priložnost. Ok. Ja, načeloma ja. Oziroma čakajte. Ne, odvisno je, kako so osebe povezane, ker tukaj gre tudi, poglejte se v prijavnici, tam je tisk, da je treba paziti, ne, da mislim, če je ta povezava med pravnimi osebami, v bistvu samo ena oseba lahko prijavi eno stvar. Ne vem pa kako, če pa recimo, ne vem, lastnik DOO-ja pač nekdo drug, kot ste zdaj vi, ki imate pa popoldanski SP, pa ja, bi šlo, pa da sam pač sodelujete zraven, glede na to, da je DOO enoosebni. Jaz sem malo površno prebrala, jaz mislim, da to ne bo šlo, mislim pač, da je treba paziti na povezane osebe, no, absolutno, pa da gre to težko skozi, predvsem z vidika, eno je povezanih oseb, drugo pa v bistvu, kako ste vi dedicirani k realizaciji nekega posla, če ste na 2, 3, 5 projektih naenkrat, ne. To je čisto z vidika izvedljivosti nekega projekta, ne. Tako da lahko bi to tudi v očeh komisije izgledalo, da ste pač nek lovec na razpise in bi bilo to lahko pač napačno razumljeno z tega nekega vidika. Ker načeloma se iščejo pač ljudje, ki so pripravljeni 100% svojega časa, energije vložiti pač v realizacijo enega projekta, ne. In če zdaj delate na večjih, je pač se teh 100% malo razdeli, ne. Samo zaposlitev v kulturi se šteje, da ste zaposleni. Se pravno po statusu šteje 0, ampak v resnici se šteje pač zaposlitev. Ne morate zaposliti. Če imate še kakšno... Kaj sem napisal? Mislim, da bi tu napisala pač ena oseba zaposlena. Jaz bi tule reference s prilogami, ne vem, lahko odvisno zdaj, kaj delate, ne, lahko se da nek CV zraven, mogoče slike z izdelki, pač kar vam najbolj razloži, kaj delate. Mislim, kar najbolj razloži tem ocenjevalcem, ne, da bojo vedeli zdaj, kaj so kompetence posameznika v ekipi. Tako. Neki referenčni projekti, to lahko tudi sami spišete. Lahko so neka pisma, ki jih vam dajo zadovoljni uporabniki stranke. Lahko je pač karkoli, kar čim bolj dokazuje to, da ste
lahko tudi slike, ja, tako čim bolj dokazuje to, da ste kredibilni, da imate reference. Ja. Ok, jaz mislim, da zdaj tule zaključimo. Še enkrat vas lepo povabim, da se prijavite tudi na individualna svetovanja, če so kakšna bolj specifična vprašanja. Ja, s takimi vprašanji sploh, s takimi vprašanji sploh, ki so bolj vezani na te admin stvari, na razpis, je po mojem najboljše, da kakšne individualna svetovanja, ker boste največ odgovora dobili. Če so pa kakšna taka res kompleksna vprašanja, pa seveda pač Ministrstvo za kulturo, oni v bistvu lahko uradne odgovore dajo in oni vam bojo najbolj lahko povedali take stvari. Drugače pa ja, spremljajte našo spletno stran, prijavite se na naš novičnik, da zveste, kaj zdaj delamo, kjer delavnice bomo še vse imeli v prihodnosti. Pa hvala, ker ste bili z nama. Ja. Aha, čakaj še, probam odgovoriti, če tole. 100%. Odvisno, koliko časa daš trajanje svojega projekta, če je to za A2 vprašanje, ko je treba neko zaposlitev, saj ni treba, da je ta projekt traja 1 leto, lahko reče za trajanje pol leta, pa potem ta strošek precej manjši, recimo, ne. Ampak drugače pa ja, tukaj je v bistvu predvsem pač cilj, da se zaposli neko osebo, ki ima neko tako dobro funkcijo v vašem podjetju in vam bo pomagala pač vaše podjetje speljati. Ja, pa to ni namen v bistvu razpisa, da bi pokril čisto vse vaše stroške in vaše poslovanje, ampak je pač, da vam pomaga pri realizaciji vaše ideje. Tako da plače so lahko višje, nižje, kakorkoli, ampak to, kar je na voljo za sredstev za plače, to je pač maksimum, ki je dovoljena, ne. Tako da, žal je to tako. Vedno to gledajte kot neko sofinanciranje, ne kot financiranje vašega posla. Vi še zmeraj se fokusirajte na trg, je rekla Tečna Vera. Ja, definitivno. Tole vse spodbuja take podjetniške projekte, ki se bojo potem tudi sami zagnali. Tako da bolj, ko je tak projekt, več možnosti imate sploh dobiti to financiranje. Drugače pa ja. V redu, mislim, da res zaključimo, pa ja, za vse ostalo tudi info@czk.si je še vedno odprt, pa upam, da se vidimo potem naslednji teden. Hvala vsem, ostanite zdravi. Ja, ostanite doma. Ostanite doma. Ok. Ja, srečno. Adijo.